Pozdravljeni v drugi epizodi Kaj za en Zlatko. Prejšnji teden se je zgodil velik preobrat. Zlatko, glasnik malega človeka, je z neposrečenim uličnim nadlegovanjem dosegel, da se nam je zasmilil precej večji človek, Milan Krek. A brez skrbi, uvidevna vlada je zlobnega Zlatka v očeh mnogih že ta teden ponovno uspela vzpostaviti kot žrtev, za povrh pa državljanom dala še nov razlog, da ji ne zaupa. Dajmo pogledati, kako je to uspelo. Potem, ko se je Zlatan Čordić Zlatko takole pred dobrim tednom izdajal za novinarja in verbalno napadel Milana Kreka, mu je kulturno ministrstvo vzelo status kulturnika. To pa pomeni, da mu država v prihodnje ne bo več plačevala prispevkov za socialno varnost. Zlatko se je očitno znašel na Krekovem seznamu porednih fantkov. In to leto ne bo ostal zgolj brez darila, ampak tudi brez statusa kulturnika. Odvzem statusa je še toliko bolj nenavaden, ker je bil Zlatko do njega upravičen še slabi 2 leti. Dajmo pogledati, kaj pravijo na ministrstvu. V odločbi Zlatko očitajo, da, citiram, v zadnjem letu z javnimi aktivnostmi in delovanjem večji del časa namenja aktivnostim, ki niso povezane z opravljanjem kulturne dejavnosti, zaradi katere je sploh vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi. Prav ste slišali, ministrstvo Zlatko očita, da zadnje leto ni opravljal kulturne dejavnosti. Če bi torej imel več koncertov, pa manjkrat protestiral proti dejstvu, da so koncerti prepovedani, bi bilo vse okej. Kaj narobe? Vlada neuradno razmišlja tudi, da zaradi neopravljanja svoje dejavnosti igralcu Petru Boštjančiču vzame Borštnikov prstan, kuharci Ani Roš pa obe Mišlenovi zvezdici. Dajmo pogledati, kaj na nenavadno odločitev kulturnega ministrstva pravi Zlatko. Prav leto sem izdal svoj 11. studijski album, na odločitev se bom zato pritožil. Ja, na nek način mislim, da je to smiselno, ker to poseganje v moje umetniške pravice, človekove pravice na nek način. No ja, to, da ti država neha plačevati prispevke, ni ravno kršenje človekovih pravic, ne? Ni pa lepo. Sploh če upoštevamo, da je Zlatko kljub statusu vseeno prostovoljno polnil državno blagajno, le da položnici ni pisali prispevek, pač pa globa. Reper, ki je že napovedal tožbo proti kulturnemu ministrstvu, se sicer brani tudi očitkov, da je svojo novo finančno realnost proslavil z vpitjem na uslužbenko. Ja, jaz nisem bil glasen. Jaz sem samo gospe povedal, kako jaz to vidim in še danes stojim za temi besedami. Ali je bil ljubljanski reper res glasen ali ne, ne moramo vedeti, vemo pa, da tokrat vsaj ni uporabljal megafona. Pa tudi sicer je glasnost precej subjektivna. V knjižnici je meja postavljena precej nizko, na Fužinah precej visoko. Kljub temu, da se polovica Slovenije sprašuje o družbeno-moralnih implikacijah odvzema Zlatkovega statusa, se druga polovica sprašuje, zakaj so mu status sploh podelili. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.